Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Danes je 564. oddaja Med nami povedano in seveda smo gostili tudi toliko gostov in se pogovarjali na toliko različnih tem, ampak novelo nekega zakona, ki je bil predlagan v Državni zbor, pa še nismo imeli. Tako da vse enkrat prvič najbrž in prav je torej, da predstavimo novelo zakona o planinskih poteh, ki predlog je vložila poslanka Državnega zbora Mateja Udovč. Lepo pozdravljeni, Mateja, v naši družbi. Lep pozdrav gledalkam in gledalcem kabelske televizije Ormož, tudi z moje strani. Je seveda, da bomo vse skupaj lažje razumeli, da nam bo pogovor potekal malo bolj lažje, smo povabili tudi predsednika Ormoškega planinskega društva Marjana Kukovca, človeka, ki pravzaprav je že od malih nog planinec, ne, Marjan? Ja, tako nekako je in res vsem skupaj lep pozdrav. No, veliko nas je ljubiteljev planin, gora, veliko nas je, ki se radi odpravimo v gore oziroma v planine, kakor nam je pač dano tot okrog. In verjetno bo tema zanimiva, predvsem zato, ker se bomo danes poskušali spomniti, kdo pa so tisti, ki označujejo vse te planinske poti. S tem namenom je torej danes tudi Mateja Udovč tukaj in nam bo torej predstavila novelo zakona, tako kot smo že povedali uvodoma. Najprej samo eno pojasnilo za našo gostjo. Marjan je tako in tako, kot sem že povedala, naš domačin, ampak vseeno, planinsko društvo Maks Meško Ormož. In morda bi Mateji bilo zanimivo povedati, kdo je pravzaprav v Maks Mešku bil. Ja, kot prvo, Maks Meško je bil en res aktiven ljubitelj teh planin. Hodil je že od rane mladosti, to je prav tako je bil ustanovitelj planinskega društva Maks Meško, ter seveda po njem se potem imenuje naše planinsko društvo. Med drugim moram tudi povedati, da je Ormoška planinska pot dolga okrog 65 km, ima 9 kontrolnih točk in seveda na naši spletni strani so te točke opisane oziroma ta pot opisana, pa po Ormoški planinski poti, kot sem rekel, ki je dolga 65 km, še je Evropska pešpot E7, ter seveda en del poti gre tudi, oziroma gre Jakova planinska pot. No, toliko vednost, gospa Mateja. Zakaj ste se pravzaprav odločili, da na nek način promovirate to novelo zakona o planinskih poteh? Nenavadno se zdi, ampak vseeno nekako želite podrobneje seznaniti ljubitelje planin s tem. Ja, kot velika ljubiteljica in obiskovalka gora se vsak dan seznanjam in srečujem s problematiko na naših planinskih poteh. Vsak dan se vprašam, kdo so ti ljudje, ki tako srčno skrbijo, da so te naše poti, po katerih se državljanke in državljani, planinke in planinci dejansko sprehajamo, urejene. In velikokrat se vprašam in z njimi, z markacisti, to so markacisti, z njimi se sprašujemo in ugotavljamo težave, ki se dogajajo na planinskih poteh in tudi izboljšave, ki se delajo na planinskih poteh. In skupaj smo ugotovili, da so ene planinske poti vzorno urejene, druge pa pač ne. In ko smo snovali, čemu je tako, smo ugotovili, da je vse premalo sredstev, ker to delajo markacisti, to so srčni ljudje, ki strokovno skrbijo za te poti, predvsem pa v svojem prostem času in za svoj denar. Ljudje, pohodniki, pa vse prevečkrat egoistično gledamo na to delo, dejansko sploh ne opazimo tega dela, ne opazimo ljudi, ki to delajo, opazimo jih šele takrat, ko njihovo delo ni upravljeno. Se pravi, ko v gorah ugotovimo, da planinska pot ni urejena, da jeklenica ni pretrjena, da drevo na poti ni odstranjeno, se vprašamo in smo kritični, zakaj to ni narejeno. Redko kdaj se pa kdo vpraša,
kdo dejansko to dela, kdo skrbi za to infrastrukturo, koliko prostovoljnega dela je za to potrebnega in na vse zadnje, kdo vse to plača. In zato je prav, da ljudje vejo, da nekdo skrbi za te poti in da to ni država, da je to v bistvu prostovoljno delo, ki ga opravljajo za vse pohodnike in za vse ljubitelje gora. Kako pa je pravzaprav to sicer rangirano? Planinska društva torej na svojem območju markirajo, torej urejajo te planinske poti. Kako je to v Ormožu, Marjan? Ja, dovolite. Ja, v Ormožu je prav tako planinsko društvo, v okviru planinskega društva je odsek markacistov, ki skrbi za traso. Lahko je tudi določanje, da skrbi za kak del odsek poti v Julijski Alpa ali pa v Kamniški, če slučajno tam ni skrbnika za tisti del poti. Tako so nekatere poti po Sloveniji, ki je to po slovenski planinski transverzali, oziroma izven tega območja, izven transverzale so tudi druge poti. Če ni skrbnika za tega, se potem skupaj najdejo prek planinske zveze, da se ta pot oskrbi in določi tudi skrbnika za to, tako da bi naj bile vse poti pravilno oskrbovane, kot to predpisuje pravilnik. Ne? To pomeni, gospa Mateja, da ni odvisno od lokacije, kje si doma, torej da lahko kjerkoli v Sloveniji deluješ kot markacist. Ja, veste, tako gre. Markacist si lahko samo, če si član planinskega društva, enega planinskega društva običajno, kjer se vključiš v odsek markacistov. Pri njih preko tega društva upraviš na Planinski zvezi Slovenije usposabljanje za markacista, si pridobiš licenco in potem lahko kategorijo, točno določeno kategorijo, ker markacisti imajo 3 kategorije, in potem lahko šele pristopiš k vzdrževanju in obnovi planinskih poti. Moramo si zavedati, da obnova planinskih poti ni zgolj čopič pa barva v rokah in da rišemo knafelčevo markacijo, to, kar mogoče pohodnikom najprej pride na misel, temveč je potrebno strokovno znanje, predvsem alpinistično znanje, tako kot je kolega povedal, v Julijskih in Kamniško-Savinjskih Alpah imamo zelo veliko zavarovanih, zelo zahtevnih poti, kar pomeni, da rabijo resnično alpinistična znanja, da lahko te poti tudi obnovijo. Je pa res, če si član planinskega društva in da si v odseku markacistov, pomeni, da skrbiš za tiste poti, kateri so skrbnik tistega planinskega društva. Se pravi, planinska društva pa ne obnavljajo poti samo na svojem območju, če vzamemo samo za primer planinsko društvo Ptuj, to je bil ravno nedolgo nazaj primer, skrbi za poti, mislim, da Bambergerjevo pot na Triglav, ki je bila v lanskem letu poleti obnovljena, in pomeni, da so oni prispevali svoje markaciste tudi iz drugih društev, ki so stopili skupaj, da so obnovili to pot. Se pravi, tudi iz Štajerske gredo pomagati obnavljati in vzdrževati poti na Gorenjsko. In ravno tukaj je ta problem, da te markacisti grejo za svoj bencin, za svoj denar, za svojo malico, bi lahko temu rekli, za to, da se mi ostali planinci lahko varno sprehajamo po teh naših čudovitih planinskih poteh. Pozabili smo povedati, da ste vi pravzaprav tudi velika ljubiteljica planin, torej gora, planinka, torej dobesedno članica katerega društva, najbrž v Kranju, ne? Glede na to, da ste doma iz Kranja. Ja, dolga leta sem bila članica planinskega društva Kranj, dokler časa je bilo še sekcija Preddvor. Ves čas sem v sekciji Preddvor, potem pa se je nekega leta prišla odločitev, da bo planinsko društvo Preddvor ustanovilo svojo samostojno planinsko društvo. Imamo tudi 2 koči, ena je na Hudičkem Borštu v Zaplati, druga je na Jakobu nad Preddvorom, kjer tudi naši markacisti skrbijo za te poti in koče in vse, kar je pač sodi zraven. Smo eno manjše društvo, ki zelo homogeno in predvsem srčno delujemo. In ravno
Društva so namenjena za to, da v bistvu ljudi povezujejo, združujejo in da dejansko imajo en svoj cilj, en namen in en dobrobit družbi, v kateri živijo. Jaz sama ocenjujem, da bi morali vsak državljan nameniti en delček svojega časa za sočloveka, saj pozitivno energijo dobimo s tem nazaj, kar v bistvu na koncu šteje največ. Marjan, koliko pa vas je v Ormoškem planinskem društvu markacistov, torej, ki ste se usposobili za opravljanje tega dela? Z licenco so 3, drugače je 5 markacistov, 2 sta že starejša in več ne obnavljata te licence, drugače pa jih je 5, kot sem rekel, in pomagamo pa seveda vsi člani, kateri pač želijo, kot je rekla, da kateri pač imajo voljo pa smisel za prostovoljstvo, da pomagajo. No, konkretno lahko torej iz vašega primera sedaj slišimo, kako pa se vso to vaše delo financira, ker potreben je seveda material, potrebno se je kam zapeljati, se pravi potni stroški, končno tudi malica. Kako to poteka recimo v vašem društvu? Za malico včasih prispevamo kaj z društva, drugače pa pred kratkim smo to vse delali na prostovoljski bazi s svojim denarjem pa s svojimi prevozi. Prav tako smo te poti nadelavali in to glavno cilj je bil pač to, da je naša pot dobro opremljena, da pride pohodnik, da se ne zgubi, da je zadovoljen s tem. Po drugi strani pa kljub teh opozorilom pa oznakam, ki so na naši poti, še stalno jim predlagamo, pa imamo v opisi tudi, da se naj stavijo pri domačinih in jih oni tudi lahko usmerijo. Tako da to je na našem Visokogorju, pa pač tako ne more biti. No, pravzaprav, tako kot ste tudi vi že povedali, Mateja, uvodoma, sploh nismo razmišljali do sedaj o tem, kdo pa to vse dela. Kdo uredi tiste stopnice, recimo, držala, s katerimi si pomagamo, torej vzpenjati se, ne samo torej tiste oznake. Za drugo, recimo, torej to vse delajo markacisti oziroma torej za to usposobljeni planinci prostovoljno. Ja, res je, pred 14 leti nazaj je sicer poslanec vložil zakon o planinskih poteh, s katerim je utiral pot pravzaprav, da bi se nekoč lahko to financiralo, vendar je bilo takrat nemogoče dobiti finančna sredstva na nobenem ministrstvu, pa zato niso bila določena v tistem času. Vendar kljub temu se je v 14 letih naš način pohodništva zelo spremenil. Postalo je v bistvu kot lahko en del masovnega turizma. Tukaj ne gre več, v Julijskih Alpah se srečujemo tudi z preobremenjenostjo planinskih poti in to pomeni, zaradi preobremenjenosti pride tudi prej do obrab in do raznih poškodb, ker pa je varnost na prvem mestu in ker vsi deležniki želimo več, predvsem pa varnost, to je tudi državi v interesu, saj če so varne planinske poti, pomeni, da je neposredno tudi manj obremenjena reševalna služba, gorska reševalna služba. Če so poti dobro označene, če so table primerno postavljene, da nas usmerjajo, pomeni, da se manj ljudi izgubi, zaide in dejansko imajo tudi drugi deležniki posledično manj dela in posledično tudi država manj stroškov. Da pa to ne bi bilo zaradi tega masovnega turizma na določenih točkah več breme planinskih društev, ki že danes dejansko tega ne zmorejo. Moramo se zavedati, da so tudi težave pri nagovarjanju mladih ljudi, da bi se odločali za delo markacista, ker navsezadnje to je prostovoljno delo, to je način življenja, pravzaprav moramo imeti en čut do narave, do sočloveka in do gora. In lepo je spodbuditi, da mlade pritegnemo, da bi pomagali, da bi se vključevali tudi v to delo. Jaz verjamem, to ni podkupovanje, veste, sama ne gledam tega, da zdaj, ko bodo ena majhna sredstva, se to je ena kaplja v morju, to ni, da bojo zdaj lahko dobili vse plačano.
To pomeni, da jim bomo s temi sredstvi omogočili izobraževanje, ki so ga zdaj planinska društva morala plačati iz svojega denarja. To pomeni, da zdaj, ko so morali zaščitno obleko, se pravi čevlje, hlače, jakne, ki se tudi nič kolikokrat strgajo, ko žagaš drevesa, veje vlečeš, in sebe zaščititi, da jih bojo lahko društva z tega denarja lahko kupila, da bojo si lahko kupili čelade, ki jih potrebujejo v visokogorju, pasove, varovalne pasove, da bojo lahko kupili jeklenice, žage. Danes je gospod bo verjetno znal povedati, da nič kolikokrat so verjetno kmetje sami posodili traktor, da so potegnili drevo in niso dobili niti za nafto. Se pravi, eno sožitje in tukaj gre samo za ena majhna sredstva, da bojo lahko si delno povračili te stroške oziroma da jim ne bo več to težko. No, bistvo novele zakona torej o planinskih poteh je torej, da država torej delovanju planinskim društev in torej skrbnikom, markacistom nekaj primakne. Ja, tako kot sem že povedala, nobeno od zakonskih pristojnih ministrstev v 14 letih ni zagotovilo namenskih finančnih sredstev. Bom na tej točki pozdravila pripravljenost ministra Zdravka Počivalška, ki je pristojen tudi za turizem, da bo zagotovil namenska sredstva za vzdrževanje in obnovo planinskih poti. Tukaj bi rada izpostavila, da je minister Zdravko Počivalšek edini minister, ki je do sedaj prepoznal pomembnost ustrezne vzdrževanja planinske infrastrukture za razvoj slovenskega turizma in za planinstvo kot tako na Slovenskem. No, za kakšno vsoto gre na letni ravni? Na letni ravni gre, če realno pogledava, gre za eno minimalno vsoto, to gre za 400 000 evrov, ki pa bo, če gledamo na državni ravni, je to minimalna vsota. Tem ljudem, markacistom, je pa to ogromno denarja. Marjan, vam bo v pomoč torej ena taka finančna injekcija? Ja, vsaka pomoč pride prav, ne? Predvsem pa to, da se vsaj minimalno pokrijejo stroške, ter seveda s tem tudi lažje delujemo vsa društva, ne samo mi, tudi po vsej državi. Pa po drugi strani pa čedalje več ljudi hodi po teh planinskih poteh in vedno se morajo odpirati nove planinske poti, ker ljudje pač niso več na nekem kupu v toplici ali na morju. To je ena vrsta sodobne rekreacije, katera pa mora biti, kot je že povedala, da so te poti varne, da so označene, da vidiš, kam greš, pa da se prav vrneš. Tisto, da se vrneš, to pa je tako največji cilj. Ne? No, koliko tega dela je za tabo, Marjan? Recimo v teku let, kar si planinec? Ja, jaz sem že od 84. leta planinec, ne, z osnovne šole, potem pa se to stopnjuje in tako pač je. No, kakšno je recimo tvoje sporočilo za poslanko, ki je danes tukaj, ki je torej predlagala novelo zakona? Verjamem, da boste i planinci hvaležni, ne? Ja, to tako, v vsakem primeru smo zelo veseli, da je ta poslanska skupina CMC to vložila, ta predlog zakona, in upamo, da bodo ga tudi uspeli sprejeti. Mislim, da bodo tudi druge stranke za to, ker se to nanaša na vse državljane Slovenije in tudi po teh poteh tudi, da se pokažemo tudi pred drugimi, ker imamo ogromno obiskovalcev z drugih držav, niso samo naše, tako upamo, da bo to šlo skozi in to čim prej. Ja, kako pa ocenjuješ pravzaprav, je dobro urejeno? Te planinske poti so, ali bi recimo si planinci želeli še kaj več na teh poteh? Poti so z leta v leto bolj urejene, ko pa gremo pač v zahodne države oziroma v Avstrijo, večji del in Švico, so mnogo boljše z temi tablami, smernimi tablami, in tem bolj
vendar tudi pri nas se kar fest moderniziramo, če temu tako rečemo, in se res še dalje več poti je. Vsaka občina ima že neko pot, pa vsaka krajevna skupnost, zdaj že skoraj vsaka vas. Vendar strmimo pač, pa upamo, da bo ta zakon še bolj okrepil oziroma omogočil, da bo te poti vse pravilno urejene. Kako je sicer s tem v drugih državah? So torej bolj napredni, država financira recimo urejanje teh poti planinskih? Ja, praksa v Evropi je zelo različna. Če pogledamo, tako kot je kolega že povedal, v Avstriji so vzorno urejene, ja, država tudi nekaj primakne zraven, nekaj delajo prostovoljno, nekaj imajo profesionalizacije, je odvisno od situacije. Ravno tako je v Italiji, v Franciji. Če pa pogledamo mogoče naše južne sosede, je pa to bistveno slabše. Je pa recimo v Srbiji, pa imamo tudi podobno, je to naša bivša skupna država bila, se pravi, da je bilo približno enak sistem, pa danes so te poti dejansko neoznačene, marsikje neprehodne, pa čeprav se oni tudi želijo imeti urejene planinske poti, ampak jim je tudi prostovoljstvo zelo na nizkem nivoju in dejansko do tega še ne morejo priti. Delajo pa. Jaz mislim, da ta novela zakona je pred 14 leti utirala pot, da smo zdaj na tej točki, da lahko jaz vložim kot prvo novelo, ki je najpomembnejša novela, ker bo prvič zagotavljala konstanten vir financiranja, se pravi vsakoletni vir financiranja, da bodo lahko ta sredstva dejansko prišla do Planinske zveze Slovenije in posredno do planinskih društev in ne nazadnje potem tudi do markacistov. Jaz verjamem, da bo se to zgodilo, da bojo najdel dobre cilje, ki jih bojo določili kot prve cilje, da bojo se z tega tudi sfinancirali. V zakonu je predvideno, da bo to 1.1.2023, ampak samo včasih upam, mogoče pa tudi že kaj prej. No, kdaj pa se je pravzaprav začelo tako organizirano urejati te planinske poti v Sloveniji? Če sežemo v zgodovino nazaj, prva planinska nadelana pot je ravno na vašem kraju, na Štajerskem, to je Donačka gora. To je bila prva nadelana pot v Sloveniji in to seže kar že zelo, zelo dolgo nazaj. Če me spomin ne vara, je 1853. leta, se pravi... Iz Rogaške Slatine, ne? Ja, popravite me, če sem se motila, da je to... To je vaš Triglav, če bi lahko temu rekli. In moram reči, da sem dolga leta se odločila, da sem se enkrat končno povzpela tudi na vaš Triglav in moram vam priznati, res je Triglav in čudovit Triglav imate. Samo dovolite, mi imamo v Ormožu tudi svoj Triglav, ne? In to je Litmerk. Ja, tudi je planinska točka gore. No, se vam bom prijavila na izlet, z veseljem se vam pridružim. Verjetno ni potrebno vzpenjanje posebno. Ne treba dres pa cepina. Malica? Malica pa je v vsakem primeru, ja. No, to se pravi kar 170 let recimo, ne, nekje od tega, torej, ko so bile te poti prve urejene na Donački gori. Od kdaj pa je organizirano to planinstvo malo bolj v Sloveniji? Verjetno že tudi kar ne, prek 100 let. Ko smo v bistvu zakon začeli pripravljati, še nismo razmišljali sploh na te letnice in datume, ker moja ideja je bila, da bi to vir financiranja pripeljala že čez celoten mandat. Samo, veste, postopki lobiranja, prošnje včasih ne zaležajo in je potreben tudi čas, da se pripelje ena ideja tudi tako daleč, da se potem zakon dejansko vloži. Ko pa smo imeli zakon pripravljen, pa smo pogledali malo tudi po letnicah in moram reči, da smo dan vložitve novele zakona izbrali ravno 26. februarja, ker je bil petek, na 27. februarja pred 128 leti pa je bila ustanovljena prvo slovensko planinsko društvo, to je predhodnica današnje Planinske zveze Slovenije. Koliko
Koliko pa je društev v Sloveniji, Marjan? V Sloveniji je okrog, se mi zdi, okrog 200 društev. V samem Podravju jih je 36, potem pa lahko rečemo tudi v vsake regiji nekje tak, ne? Tak, da bi bilo od okrog 210 do 218 društev. Aktivnih bolj je nekaj okrog 160, to vem, drugače po vpisanih pa je okrog 218 nekaj. No, morda je sedaj to priložnost, da se malo pohvališ, letni načrt imate narejen, ne? Koliko bo akcij letos? Akcij bude spet dosta, če bude pač ugodno vse ta zdravstvena situacija, ker deca že v osnovnih šolah komaj čakajo, da nekam grejo, potem tudi starejši. Starejši se kar že odpravljajo po malih skupinah, vendar lepše je, da je večja skupina in nam pa je seveda bolj zanimivo to, da grejo otroci, da te spodbudimo in s tem tudi jih navajamo na druženje, pa da spoznavajo naše kraje, pa da spoznavajo pač planinstvo in s tem je tudi en bit življenja. Kolikokrat si bil na Triglavu? Na Triglavu sem bil okrog 23-krat, ja. Mateja, kolikokrat ste vi bili na Triglavu? Ja, tudi krepko čez 30-krat. Moram pa priznati, da Triglav mogoče ni moja najlepša gora, vsekakor je najvišja. In da sem rekla, da bom peljala še na Triglav svoje otroke, pa svoje nečake, pa nečakinje. To sem si obljubila, da bom še naredila, potem pa mislim, da lahko Triglav prepustim tudi še komu drugmu. Mislim, da v Sloveniji imamo čudovite druge gore, sama zelo rada zahajam v Kamniško-Savinjske Alpe. Mogoče tudi malo zaradi miru, ki ga tam doživim, ker ni toliko ljudi, pa zato, ker ni toliko ljudi, si v kočah tudi oskrbniki vzamejo bistveno več časa. Pa rada grem tudi, veste, po planinah, teh nižjih, in si vzamem kakšno tako pot, ki je ravno tako zanimiva, ravno tako dolga. Ena od takih zanimivih poti, recimo za vaše društvo, recimo je ravno v naših krajih, v Predvoru, ko se gre iz Mač proti Kališču, se ustavi na Kališču in se potem vrača preko Hudičkovega Boršta in Svetega Jakoba nazaj, ena taka čudovita krožna pot, ki je primerna, ki jo lahko za vsakega planinca ni zelo zahtevna, je sicer dolga, ampak se lahko korigira, če kdo kje omaga, da se ga obrača kje prej. To recimo vodniki zelo dobro vemo, koliko je pomembno, da imamo kakšne izhode v kakšnih situacijah, ko nekdo omaga, da ni treba vedno do vrha in potem nazaj in potem na drugo stran, ne? Da imamo tudi, če kdo omaga, da ga lahko nekje spravimo v dolino. Marjan, ti pravzaprav tudi velikokrat, oziroma 23-krat si bil na Triglavu, ker si vodil skupine, ne, zato najbrž, ali z ljubezni do Triglava. To dostakrat, večji del je to, in prvič pa drugič greš za sebe, pozneje pa že kaj druge vodiš, sem tudi vodnik in pač je to moja naloga, pa veselje. No, koliko poti vodi na Triglav? Zelo veliko. No, dva vodnika sta tukaj, ne? Meni osebno je najlepša pot čez Plemenice. Vsekakor to ni pot za vsakega. Je zelo zahtevna pot, ki zahteva tudi malo orientacijskih sposobnosti, tako da jo ne priporočam posameznikom, da jo obiščejo čisto sami. V gorah je zmotno mišljenje, da lahko vedno gremo sami in da je povsod markirano, so poti jasne. Zato je zelo dobro, da si zbiramo vodnika, da hodimo z vodnikom, da hodimo s planinskim društvom, malo zaradi družbe, malo pa zaradi varnosti. To niso turistični izleti, kjer se v bistvu nam ustavi, pokličemo 112 ali pa reševalno službo in takoj nekdo pride. V gorah se nam lahko marsikaj zgodi, pride megla, se oblaki spustijo, dežuje, ni več markacije, ker je vidljivost slaba in dejansko, če ne poznamo poti, če nismo dobro orientirani, dejansko lahko zelo hitro zaidemo in zgrešimo. In zato pozivam, da v bistvu se
naši bodoči člani v bistvu vključujejo v planinska društva in se jim priključijo. S tem pomagajo ne samo društvu, ampak s tem pomagajo tudi tem prostovoljcem, ki delajo, tudi sami se lahko vključijo na ta način, da so aktivni člani društva, se pravi, da jim pomagajo. Ni potrebno, da naredijo usposabljanja za markaciste. Veste, na teh pohodih lahko vsak prevzame svojo vlogo. Recimo na mojih izletih, jaz imam minutko za kulturo tudi vedno na svojih izletih, tako da recimo zrecitiram eno pesem oziroma zapojem kaj svojim udeležencem na poti. Nekdo drug pozna več zgodovine, tretji in dejansko se dopolnjujemo z vsemi svojimi udeleženci in naredimo čudovite zgodbe in čudovite spomine za vse nas. Koliko poti vodi na Triglav, je pa toliko, koliko je ljudi. Vsak lahko gre po svoje. Marjan, kaj ti praviš, koliko jih ti poznaš? Ja, kot je že povedala, res, kako se kateremu dopadne, katera pot, po tisti poti najraje vodiš ljudi, vendar se pač moraš prilagoditi starostni skupini, pa če se fez bojijo ali pa kaj kod je, ali pa nimajo dovolj kondicije, ti se pelješ pač s Pokljuke, drugače pa meni je najlepša pot pač čez Prag. Čez Plamenice mi je tudi lepa, vendar čez Prag pa mi je kar zanimivo. Tominškova mogoče? Tominškova tudi, ne, pa za Cmirom nazaj dol, pa tak. Polno poti je res, pa v vsakem letnem času je drugače. Pa vsaki dan je drugi občutek, pa drugo doživetje. No, ti konkretno slaviš po tem, da te svoje planince rad vodiš po najhujših poteh. To se mi kar dopadne, ne, ker se vsi, kot se zaženejo, rečejo, sedaj pa smo že toliko kalorij porabili. Potem pa dobro, potem pa še lahko gremo. Namreč pravilo vseh nas vodnikov je, da dokler časa udeleženci lahko še govorijo, pomeni, da imajo še dovolj moči. In ni problem tistega, ki stoka, da ne more, problem je tistega, ki ne govori več, da ne more. No, Mateja, rekli ste, da svojim izletnikom, planincem zapojete tudi. Ja. Ste pevka. Prosim? Pevka ste? Ne, nisem pevka, to je pač, veste, tako ljubiteljsko. Ne, nisem nikoli bila pevka, niti nisem v cerkvenem pevskem zboru pela, niti ne v osnovni šoli, v otroškem pevskem zboru. Ampak, veste, ko si med pozitivnimi ljudmi, ti v bistvu srce sam zapoje in v bistvu se to zgodi samo po sebi. Vse ti gre ta. Tako. Predlagam, da si sedaj ogledamo en filmček, kjer je Mateja Udovč v akciji. No, bomo videli, se kar podate, ne, na strmine, tudi takšne malo hujše. Ja, res je, jaz sem resnično planinka od malih nog, sem imela srečo, da sem živela v taki družini, ki je bila ne samo odprta za spremembe, ampak tudi zelo usmerjena v šport in tudi v gore. Imam še brata in sestro in oče je včasih v hribe nesel enega v levi roki in enega v desni roki in smo šli v gore. V gorah smo bili tudi na dopustu, tako po en teden smo na planini Blato preživeli in smo prehodili gor čudovite planine in med pastirji. V tistem času so še konji na planino pri jezeru oskrbovali planinsko kočo in to so bili časi, ki jih bom imela v spominu za vse večne čase. Potem je pa ta razvoj moje želje po več pripeljal, da sem se začela ukvarjati tudi z alpinizmom. Sem naredila tudi alpinistično šolo, izpite za starejšega pripravnika alpinista, potem pa življenjska pot te usmeri in jaz sem se odločila nekega trenutka, da bi pa rada postala vodnica, da bi rada delala z mladimi in sem se aktivno vključila. Članica planinskega društva sem bila seveda že tudi prej, ampak potem se pa res aktivno vključila in precejšen del svojega prostovoljnega časa namenila za to dejavnost, za vodništvo, za mlade in za starejše. In to so trenutki, ki vam moram zaupati, da so najdragocenejši in da teh stvari se ne da plačati. No, poglejmo sedaj ta film, iz tega filmčka bo tudi razumljivo, zakaj ste ravno vi pobudnica za novelo zakona, pa bomo potem še
se poslovili tako, kot je treba. Izjemna lepota gorskega sveta nas vse skupaj prevzema znova in znova. Tam nekje, skoraj že med oblaki, vidimo svet drugače. Tam se umakneta hrup ulice in ljudi. To so kraji, kjer doživimo delček mogočnega, brezčasnega. Kamorkoli pa nas pot že zanese, je pomembno, da je naša pot varna. V gorah še toliko bolj, saj mora biti vsak naš korak premišljen. Varne planinske poti pa niso nekaj samoumevnega. Samoumevno je le v naših glavah, da morajo biti vedno urejene. Pa se kdaj vprašamo, kdo za njih skrbi in zakaj je vedno več poškodovanih, slabo označenih, zaprtih, neprehodnih, ki za pohodnike predstavljajo veliko nevarnost. Kot velika ljubiteljica gora, dolgoletna planinska vodnica, sem se odločila, da v podpori poslank in poslancev vložim spremembe zakona o planinskih poteh. S spremembami bomo zagotovili vir financiranja za spregledane ljudi, za markaciste, ki so opaženi le takrat, ko njihovo delo ni opravljeno. Ja, Mateja, težka je pot do tega cilja. Ampak se splača. Kje ste pa snemali ta film? Šmarna gora. To nobeden ne bi verjel. Ti, Marjan, si spoznal v okolico? Da sem kratek čas to gledal, vendar se mi je nekaj zdelo, da to ni nekje posebni veliki gorah. Ne? No, torej pa, ja. To je bilo v bistvu, veste, mi nimamo časa velike, ne? Sploh, ko imamo Urško v Ljubljani, imamo časa samo 2 uri, ne? In jaz se ne moram pelati, da rečemo, preden pridemo v Kamniških, Savinjskih, do takih jeklenic je treba že na uro hoditi. Tako da to je najboljše izhodišče, se mi zdi. Ta pot na Turns, mislim, jaz rečem na Turns, drugače pa to nekako se točno uradno reče. Kako? Pogačarjeva pot je v bistvu meni v bistvu eno izhodišče, da če nekoga pelem na Triglav, ga pelem najprej na Češko kočo, po Slovenski na ledine in tretja pot je Pogačarjeva pot, ker tukaj je kratko, ampak se pa ta naklon, višina, če ima nekdo težave z višino, izrazito dobro vidi in dejansko, ko ga ocenim, da tukaj te 3 stvari nima težave, ki ga jaz tudi pelem na Triglav. Na Triglav pa ne pelem nobenega tazga, lahko do Kredarce, ampak z nekom, ki pa, da ga prej ne ocenim, ga pa ne upam pelati iz varnosti do njega, ne do sebe, ker se mi zdi varnost na prvem mestu. No, naj seveda tudi Urška ste rekli naša, ne? Mavčič je snimala to. Ja, res je. In tudi z montažo se ukvarja. Ja, to je vse Urška naredila, jaz sem strašno vesela, da Urško sem res nisem mi dejansko upala povedati, kam greva in v kaj se podaja, zato ker če bi to vedela, pol vprašanje, če jo ne bilo prej že bolj strah, kot jo je bilo. Ampak za varnost zmer poskrbim, tako da ne mislim, da nisem na njo pomislila. Sem ji tudi pas pa samovarovalen komplet s sabo prinesla in sva jo s kolegom Tonetom prevezala, razložila. Sem jo en dan prej vprašala, če je res strah po lestvah, če ima z višino probleme, pa je zagotavljala, da ne. No, sem rekla v redu, ampak veste, a imamo z višino probleme, ugotovimo dejansko šele potem, ko smo na poti. Ne? In takrat vidimo, ali imamo z višino problem ali ne. In vem, ta Pogačarjeva pot je tako udelana v eno skalo, tam v filmčku na začetku se dobro pokaže, da so tako pol metra v višini nadelani neklini in se ti zdi tako malo neumen, da bi tam gor hodil pa se upenil, ampak to je v bistvu učenje, to je kot ena abeceda, da se ti učiš prepenati, pa stopati po takih klinih, ker ko imaš pa prepad 50 metrov dol, pa moraš stopati po takih klinih, je pa to učenje veliko težje kot pa tukaj. In to je bilo na začetku čudno, ker sem jaz zahtevala, da se ona upne in da gre tam gor in kaj se bom zdaj tle openala, če grem lahko tukaj.
Ampak pol je videla par metrov kasneje, da je bilo to nujno potrebno. Ja, zanimivo. Marjan, še eno vprašanje zate. Kako povzgajate torej mlade planince s tem, da jih vodite torej na te planinske tabore, ali jih tudi kaj drugače poučujete? Kako pravzaprav to poteka? Ja, mi imamo že v vrtecih planinske krožke, tam jih poučujejo te mentorce, vzgojiteljice planinske vzgoje. Tu jih imamo okrog 70 otrok je vključenih v te krožke, od Središča, Tomaža, Velike Nedelje, Ormoža pa Velike Nedle. Potem pa so tudi planinski krožki v osnovni šoli in s tem skozi, za malo dece so pač Cicibane, tisti dnevnik, morajo par poti obhoditi pa narisati, kaj so doživeli. Potem že otroci v osnovnih šolah je enako, tam pa že začnejo tekmovati, tam pa bi že radi šli stalno, vsačna generacija vsako leto više. In tako se izluščijo planinci iz tega, pa vodniki, pa kot smo rekli tudi markacijski kateri sčasoma, in tako pač doživiš to planinstvo, pa potem jo tudi živiš. No, glede na to, mladih planincev še tudi v bodoče, verjamem, da tudi vsa ostala planinska društva delajo na tak način, tako da zakon o planinski poti, torej obnovljen, dodelan, dorečen, bo gotovo dobro služil bodočim rodovom. Ja, jaz upam, da bo tudi sprejet, da bo soglasno sprejet strani vseh poslancev, to bi si sama najbolj želela. Ker tako kot je že kolega rekel, to je ena pozitivna en sonce, ki nas mora vedno povezovati, združevati, ne pa razdruževati. Tako da ja, jaz verjamem v to. Mateja, hvala lepa, da ste si vzeli čas za obisk v našem studiu. Marjan, tudi tebi hvala lepa. Imaš morda še kakšno vprašanje za našo gostjo s tvojega kroga planincev? Smo vse povedali? Mislim, da smo vse povedali, da če bude to držalo, bude prav dovolj, ne? In s časom pa se bude tudi kaj dodelalo, pa dogradilo, tako vse povsod. No, naslednji korak, torej, vložili ste novelo. Kaj bo naslednji korak? Sedaj razprava? Spremembo zakona smo vložili. Na kolegiju Državnega zbora smo ravno v ponedeljek sprejeli, da gre zakon po skrajšanem postopku. Tukaj smo si pridobili kar veliko časa, da smo pohitrili zadevo. Sedaj pa je zakon šel v pregled in v pripombe na Združenje občin. Saj smo v zakonu dali tudi občinam možnost oziroma pravno osnovo, da bodo lahko, če bodo želela, tudi financirala planinske poti. Namreč ene občine to financirajo že sedaj zelo veliko, pa imajo včasih težave, ker nimajo pravne osnove, z katerega naslova bi lahko tem društvom pomagala. Ne smemo pozabiti, da, tako kot smo že prej omenili, da društva vzdržujejo poti ne samo v svojih krajih, ampak tudi v Julijskih Alpah in potem je potrebno, da recimo, če bi občina Kranjska Gora želela financirati, ne pomeni, da lahko samo financira samo svojim društvom, ampak dejansko tistim društvom, ki skrbijo za poti na njihovem območju. Bistvo bo, da občina bo lahko financirala poti, ki se nahajajo na njihovem območju, lahko bo dala pa tudi društvom, ki ni v njihovi občini. Jaz mislim, da jaz verjamem, to bo trajalo 30 dni, potem pa normalna procedura, najprej na matičnem delovnem telesu v Državnem zboru in potem na prvi seji Državnega zbora, kjer pa, kot sem povedala, računam, da bo soglasno sprejetje. Jaz upam, da bomo najdeli razum. Samo ocenjujem, da mislim, da je to ena zadnjih možnosti in priložnosti, da bomo to dobili planinci in dejansko planinska društva pa Planinska zveza Slovenija. Da bomo prepoznali, da je delo markacistov pomembno delo, ne samo za Planinsko zvezo Slovenija, ampak za državo, da moramo prepoznati, da mi smo morje in toplice dejansko napolnili in da je tudi z razvoja turizma to ena priložnost,
da lahko naredimo kot drugo zeleno morje, eno destinacijo, mogoče ne masovnega turizma, da bi trume drveli gori, ampak da naredimo ugledno urejene, vsaj primerljivo urejene poti, tako kot je to v Avstriji, Italiji, in da saj stremimo k temu. In to so prvi koraki, ki jih bomo utirali na težki poti. Hvala lepa za obrazložitve. To oddajo snemamo v petek dopoldne, ne? Ne boste kar odšli iz Ormoža, ne? Sedaj v tem trenutku. Ja, glede na to, da prihajam iz Kranja in da sem zdaj sploh zaradi epidemije malokrat v Ormožu, bom vsekakor izkoristila ta čas in si ogledala tudi še nekatere vaše stvari. Imam tudi kolegico poslanko, ki je iz vaših krajev, kolegica Mojca je vaša poslanka in mislim, da ste lahko zelo ponosni na njo, ker je izrazito srčna in sem vesela, da si skupaj deliva ne samo pisarno, ampak tudi misli in da delava skupaj, upravljava se, dopolnjujeva in odlično sodelujeva. In moram povedati, da ko smo se pogovarjali, ko so bili turistični boni, da smo se takrat dogovorili, da bo ona v Kranju koristila turistični bon, jaz pa v Ormožu. In res je, ona je to že naredila, meni pa žal še ni uspelo zaradi epidemije, ampak se že veselim, da bom lahko vaše planinske poti si tudi ogledala. Danes pa sem vabljena na Gregorjevo tržnico imate in upam, da bo kaj videti. Poznam vaš center ponovne uporabe, ki ga spremljam tudi preko Facebooka. Imajo čudovite licitacije, kjer lahko si kupite tudi kristalne kozarce Rogaške Slatine za zanemarljive denarje, ki niso nič slabši od tistih, ki jih lahko kupimo v trgovini. In se rada poslužujem in s tem dajem tudi iz negospodarskega vidika, ampak do čuta, do človeka, ki se s tem ukvarja kot eno pozitivno noto in pri njih kupim tudi kakšno stvar. Tako da vabljeni, da se mi pridružijo tudi ostali. Lep dan, torej vam želimo v Ormožu. Marjan, ti pa imaš nalogo, ne? Da jo potem, ko bo prišla koristiti bone v Ormož, da jo popelješ po najtežji poti v Ormožu. V občini Ormož. Sedaj nam je dala spet nalogo, ne? Da bomo lepo uredili, ne? Tako da bodo 2-3 lahko šli skupaj. Ne? Smem izkoristiti še sekunda. Bi ob tej priliki pa povabila tudi vas vse, če boste vabljeni k nam na Gorenjsko, vas z veseljem popeljem po tej poti, ko sem rekla, da gremo do Hudičkovega Boršta na Jakoba, na eno odlično malico in se vrnemo v naš pravljični predvor in se lepo podružimo zgodbo v Hudičkovem Borštu, pa na naši poti. Hvala lepa obema. Hvala tudi vam. Toliko za danes, spoštovane gledalke in gledalci. Mateja Udovč, poslanka v Državnem zboru, ki je torej vložila novelo zakona o planinskih poteh, je bila z nami, in predsednik planinskega društva Maks Meškov Ormož Marjan Kukovec. Upam, da ste uživali v pogovoru, pa se nam pridružite znova čez teden dni. Srečno do takrat.